Tole želim podeliti z vami že kar nekaj časa, če sem natančna, mislim, da že kar 1-2 meseca, kar se mi je nekako zdownloadala oziroma utrnila ena ideja, kako pravzaprav povedati, kaj vse terja od vas oziroma od nas ta online svet. Namreč pred časom, oziroma ne pred časom, gre za zgodbo, ki v bistvu praktično se mi pojavlja že vsa ta leta, odkar sem na samostojni poti in delam s podjetniki oziroma pretežno s podjetnicami, ki pridejo do mene z neko željo po tem, da grejo v ta online svet. Ne. Zdaj, tukaj res želim poudariti, zlasti tiste, ki me mogoče prvič vidite in prvič spremljate, ukvarjam se oziroma delam predvsem s podjetnicami oziroma podjetniki oziroma z ljudmi, ki prodajajo svoj know-how. To so coachi, mentorji, izobraževalci oziroma ljudje, ki so to, zdaj bom rekla, so v osnovi izobraževalci, mentorji, skratka, da je to njihov glavni biznis ali pa pač se ukvarjajo z nečim drugim. Zraven, recimo, imajo neke storitvene dejavnosti, pa mogoče neko zaposlitev in zraven tudi izobražujejo, mentorirajo, coachajo in tako naprej. Ne. Skratka, gre za osebe in o tem, pač, ko bom to zgodbo oziroma vse te zadeve razvijala, želim, da imamo v mislih torej osebe, ki izobražujejo, mentorirajo, coachajo in želijo to početi v online obliki oziroma s pomočjo online orodij. In zdaj tista zgodba, ki se kar naprej pojavlja oziroma ponavlja na teh zlasti na brezplačnih klicih, ne, takrat se potem velikokrat vidi, ali smo ta pravi, bom rekla, sem ta prava oseba oziroma ta prava sodelovanje in pa če to sploh prava pot. Skratka, pred časom bom šla na konkretno zgodbo, no, pred časom želim pa to res poudariti, da to pravzaprav ni edinstvena zgodba, ampak se dostikrat ponovi in pravzaprav je tudi konec koncev moja zgodba. Ne. Skratka, pred časom je prišla do mene na brezplačen klic ena gospa, ki sicer ima neko svojo storitveno dejavnost, s katero čisto povprečno živi, dobro zasluži, želi pa seveda zraven tudi delati coachinge oziroma mentorstva. Skratka, modaliteta tukaj niti ni pomembna. Gre pa za to, da to ima v svoji bazi to ponudbo že nekaj časa. Spet ponavljam, to je res, bom rekla, velika večina strank, ki pride do mene, ima nekako to podobno zgodbo in pravi, da bi zdaj šla rada online. To se pravi, da bi rada delala online programe oziroma da bi rada nudila storitev, da do zdaj delala mentorstva 1-na-1 v živo, pa neke delavnice v živo, pa tako naprej, da zdaj bi pa rada v bistvu svojo ponudbo razširila na ta način, da začne delati tudi online programe, v smislu za začetek bolj 1-na-1. Skratka, in da je prišla do mene, da ji pomagam narediti ta online program. Potem sem se pa z njo usedla, vse so bile na telefonu, sva sedele in jo vprašam, ja, kaj pa pravzaprav, mislim, jaz vedno na začetku človeka vprašam, kaj se želi doseči, ne. Pa pravi, ja, želim si, da mi ta posel bolj steče. Pa sem rekla, ja, zakaj pa, kaj pa, mislim, in kje vidiš dodano vrednost, zdaj pa pravi, ja, v tem, da če bom šla online, da bom pa potem v bistvu me bo več ljudi videlo oziroma bo več ljudi lahko do mene prišlo, ker nisem več omejena na lokacijo, ne. Skratka, ne rab več oseba se do mene voziti toliko pa toliko časa, ampak lahko to delam nadaljavo, skratka, imam potencial, da dosežem, da delam z večjimi strankami, ne. Sem rekla, ja, koliko ti pa gre ta trenuten biznis, ne, v tem smislu, kaj pa zdaj v bistvu ta trenutni obstoječi klasični ta izobraževalni oziroma mentorski biznis, pa pravi, ja, ne gre mi glih, ne. Sem rekla, ok, v redu, ne, ampak kaj pa pravzaprav delaš? Pa pravi, ja, tam majčkeno objavljam. Sem rekla, imaš mailing listov? Prav, imam mailing listov, še presenetljivo veliko mailing listov, ne, ampak ko smo se začele pogovarjati, smo ugotovile, da je ta mailing lista popolnoma neuporabna, ker so gor ljudje iz nekega drugega časa in njenega življenjskega obdobja. Skratka, gre za to, ne, da je že v bistvu obstoječa oblika, klasična oblika ni šla in je zdaj iskala alternativo, da bo šla v bistvu online, zato da bo to bolj steklo. Ne, zdaj ista oziroma podobna zgodba gre tudi, recimo, ko pridejo ljudje, ki sploh še nimajo biznisa, pa rečejo, bom šel, pa ker bo to online, bo to kar fino steklo, pa vsi me bojo videli, to lahko delam tudi zraven službe, zraven drugega biznisa. Ja, vse se da, delujejo stvari oziroma pač ljudje živijo od tega. V končni fazi tudi sama sem na samostojni poti že 7 let z vzponi in padci, vendar pa so v ozadju, bom rekla, določene zadeve, o katerih želim spregovoriti v temle, recimo v temle razmišljanju na glas.
Skratka, bom zelo konkretna, ne, potem pač en večer sem se usedla in sem tako razmišljala, sem rekla, ok, če lahko čisto na preprosto človeku povem, katere so 3 stvari, jaz običajno pač, kadar razmišljam, kako nekaj skonceptualizirati ali pa nekomu pač povedati, si kar konkretno rečem, ne, si rečem, ok, katere so 3 stvari, 3 stvari ponavadi delujejo, ne, ali pa rečem, ali pa 2 stvari, ali pa 5 stvari. Katere so 3 stvari, ki jih mora ta oseba, ki gre v to online biznis, oziroma ki gre na splošno v ta izobraževalni coaching biznis in ki želi uporabljati pri tem spletna orodja, zdaj bodi si samo za marketing ali pa tudi za izobraževanje. Skratka, nekateri spletna orodja uporabljajo tudi samo za to, za marketing in prodajo, ne delajo pa pač online programov. Katere so 3 stvari, ki se jih moramo zavedati in ki jih moramo pravzaprav vnesti v svoje življenje oziroma v svoj biznis, da stvari pravzaprav stečejo in delujejo. In tako kot, ne vem, kako ne rečem, mogoče malo čarule, skratka, so se mi kar naenkrat izrisale 3 besede, hitro sem tekla po zvezek, tak zvezek imam, v katerega si vedno pišem vse zadeve, bom dala slikco gor, boste videli, kako sem v bistvu potem zapisala zadevo, ne, najprej sem je izpisala beseda energijski vidik, bom razložila vse zadeve, skratka čisto na vrhu, potem se mi je levo spodaj zapisala beseda strategija in potem desno še akcija. Skratka, ko sem jaz te besede pogledala, ne, zdaj vidiš, lahko so napisane tako v enem takem trikotniku, ko sem jih po vrstnem redu prebrala, so prišle ven S-E-A, to se pravi si kot morje, in potem sem iz tega izrisala 3 valove. Skratka, gre za ene, kako rečem, 3 valove, 3 področja, ki morajo biti visoko gor, oziroma ki sploh morajo biti. Ne. Ta analogija s tem morjem oziroma z valovim je bila toliko všečna, ravno zaradi tega, ker v bistvu imamo lahko strategijo, to se pravi, imamo ta val, ki je gor, ne, to se pravi, strategija obstaja, imamo val, pa potem nimamo prave energije ali pa nimamo akcije, kar pomeni, da pade dol, ta morje ne valovi. Ne. Lahko imamo ful akcije, to se pravi, smo ful aktivni, ful nekaj delamo, ampak če nimamo strategije, pa če nismo v pravi energiji, sta tista 2 valova dol in samo delamo in pridemo do tistega, kar pravijo, ne, hustle, pa nobenega učinka ali pa še celo do kakšne izgorelosti. Lahko imamo recimo dobro strategijo, pa dobro akcijo, to se pravi, imamo 2 valova gor, ampak nismo v pravi energiji. To se pravi, je val, tista energija dol in spet ne valovi. Ne. Skratka, lahko so različne kombinacije vsega tega in v bistvu v temle razmišljanju oziroma na takem, recimo, predavanju bi šla rada skozi vse 3 valove. Vse 3 valove sem še dodatno razdelila na 3 podpodročja, skratka skupaj je nekje 9 zadev. En disclaimer, prvošla si bom časa, koliko ga bom rabila, tako da te povabim, da v bistvu, če tega ne moraš poslušati v enem kosu, da to pač se večkrat vrneš. Spodaj bom tudi zaznačila, če na YouTubeu tole gledaš, bom zaznačila poglavja, tako da se lahko kasneje vračaš na posamezne delčke, skratka tudi kasneje, še kdaj kasneje, tudi potem, ko že to poslušaš, mogoče, če ti kakšen od valov pade dol, se lahko vrneš, pa mogoče pogledaš. Skušala bom tudi biti čim bolj aplikativna, tako da v bistvu mogoče tudi kakšen napotek ali pa kakšno usmeritev dam. Skratka, prvošla si bom pa ta čas, no, da to zadevo razložim, ker se mi zdi res toliko pomembna, da v resnici je vsa osnova našega dela. Naš prvi val je strategija. Ja, vem, ful, ne seksi beseda. Ena kolegica pravi, da je to beseda, ki jo podjetniki, oziroma podjetnice zlasti solo podjetnice, ne maramo kaj preveč, ne. In se popolnoma strinjam, namreč tukaj si bom prvošla mečkaj mogoče malo moje zgodbe. Skratka, sama sem do leta 2018, ko sem šla v svojo lastno samostojno pot kot SP, do takrat sem delala, mislim, da nekje 10 let uradne delovne dobe, predtem pa še kar nekaj let študentskega dela v raznih podjetjih, kjer so bile besede, kot so strategija, vizija, da ne rečem KPI-ji, ABT, ROI-ji in vse te zadeve so bile del mojega vsakdanjega besedišča.
Skratka, kaj zdaj to pomeni, rabiš vseh teh kratic vedeti in vsega tega, skratka, ko delaš v enem, bom rekel, zaresnem biznisu, sploh po kakšnih mogoče večjih sistemih, seveda so številke tiste, ki vodijo biznis oziroma so plani tisti, ki, bom rekel, usmerjajo biznis in tako naprej. In ko sem šla na svojo samostojno pot, sem rekla, jaz priznam, malo sem bila zmatrana najbrž od vseh teh, recimo skupaj 15 let, pa ne biznisa in vseh teh zadev, ampak pač gre za neko življenjsko obdobje, tudi, bom rekla, moja življenjska oziroma moja karierna pot je bila 10 let prepredena zelo veliko tudi z odsotnostjo, zelo sem bila, vsaj večkrat letno sem šla za cel teden na službeno pot, in skratka, to sem počela še preden sem imela otroke in potem, ko sem imela enega in potem, ko sem imela dva in tako na neki točki sem bila, bom rekla, priznam, tudi rahlo utrujena, skratka, ko sem šla na to svojo pot, sem po eni strani, na začetku sem res štartala z eno tako, bom rekla, vizijo, naredim te produkte, naredim to, toliko pa toliko strank želim imeti, oziroma toliko pa toliko udeležencev želim imeti na takem pa takem izobraževanju, toliko pa toliko želim ljudi pritegniti v enem letu, da me spoznajo na brezplačnih zadevah in tako naprej in tako naprej. Ampak potem realnost nekje po parih mesecih me je doletela v tem smislu, da so mi stvari majčkeno bolj dol padle, majčkeno mi je energije zmanjkalo in sem rekla, jaz pa ne bom teh zadev delala tako po moško, ne, ampak bom šla, pustim vse cilje, pustim vse plane, grem with the flow, ne, go with the flow, grem s tokom, se prepustim, približno eno idejo imam, kaj želim doseči, evo in to je to, ne. Ampak žal to je pa tako, ne, da je v bistvu bil tisti val strategija dol, energija v tistem času tudi mi majčkeno dol padla, to se pravi je bilo dol in je ostal samo še val A, torej akcija. To se pravi, delala sem stvari, ki niso prinašale neke dodane vrednosti oziroma ki niso nikamor vodile. In tukaj v bistvu želim res poudariti, no, da če želimo, da so stvari tudi lahkotne v smislu, da nam je to da se dobro počutimo, da naši online programi so res tisto, kar želimo delati oziroma da nas to napolnjuje in da tudi marketing in prodaja, oziroma marketing je bolj tisti, se prodaja se na koncu koncev, je posledica tudi dobrega marketinga, če želimo vse te zadeve, da so nam lahkotne, no, kot ne rečem drugače, je potrebna strategija. Zdaj, strategija, jaz sem jo razdelila potem še na tri seje, skratka strategija, ki pomeni pot do uresničenja naše vizije, sistem, ki pomeni, kako so zdaj vsi ti produkti, vse stvari, ki jih delamo, od nekih brezplačnih zadev, do pojavljanja na socialnih omrežjih, do tega tudi, da če mogoče gremo nekam na teren, pa nekaj naredimo, kako so vse te zadeve povezane med sabo in pa struktura našega dela, tukaj gre pa za strukturo našega dela v tem kontekstu, kako delati, kdaj delati, skratka, kako so zdaj te stvari povezane z našimi aktivnostmi oziroma s tretjim valom akcija. Tako da mogoče majčkeno več o strategiji, ne. Zdaj, strategija, kljub temu, da se mogoče sliši kot neka velika beseda, v resnici, tako kot jo jaz dojemam, pa govorim zdaj tukaj o strategiji našega biznisa. Torej ne govorim zdaj o marketinški strategiji, ampak je marketinška strategija del naše celotne strategije, kako mi vodimo naš biznis. Ker konec koncev, tudi če smo samostojni podjetniki, to se pravi, če smo solo podjetniki, bom ta izraz uporabila, skratka, če smo solo podjetniki, solo podjetnice, tudi če smo v končni fazi samo popoldanski SP ali karkoli, skratka, če furamo ta del biznisa, oziroma če delamo nekaj za biznis, mi je ena misel prišla naproti, namreč, če nimamo biznis pot, oziroma pot, kako že bilo, pot brez profitabilnosti, če v biznisu nimamo poti, začrtane poti, tako je bilo začrtane poti do profitabilnosti, torej do tega, kako bomo mi prišli do tega, da bomo zaslužili, potem nimamo biznisa, ampak imamo hobi. Dostikrat tukaj zamenjajo ta izraz, pa rečejo, če nič ne zaslužimo, potem imamo hobi. Ne, ni res. Imamo tudi v biznisu obdobja, ki mogoče nič ne zaslužimo, ali pa ki zaslužimo glih samo toliko, da se pokrivamo, sploh na začetku, tudi vmes pridejo obdobja, sploh pri solo podjetnikih, kjer je vse vezano in odvisno od nas. Sama sem imela obdobje, ko sem se za pol leta mogla
bom rekla, osamitev, oziroma ko pol leta recimo nisem mogla zaradi zdravstvenih zadev sprejemati stranke in tako naprej, je normalno, da v takih obdobjih pač ni profitabilnosti, ampak se samo pokrivaš oziroma je pač, bom rekla, tam na nekem minimumu. Skratka, ne gre za to, da ni profitabilnosti, ampak gre za to, da ni začrtane poti do profitabilnosti. Torej, če mi nimamo, torej, če se mi ne razjasnemo, ne, zdaj tisti, ki ste že predelali mogoče moj brezplačen uvodni program Spletno prodaja znanje spletno, sem govorila o biznis trikotniku. Če mi nimamo jasnih temeljev, to se pravi, kdo je naša ciljna skupina in kater problem njen uresničujemo oziroma katero vizijo podpiramo, to vodi do tega, da si začrtamo v bistvu, s čim se pravzaprav ukvarjamo, kakšne produkte bomo razvili in kako bo ta ponudba si sledila, to se pravi, tukaj recimo že velikokrat že sam to vidim, ne, sploh na teh mesečnih pospeševalnikih, to je namreč mesečni pospeševalniki so srečanja pred zadnji petek v mesecu znotraj spletnega huba, torej znotraj te moje platforme in učnega programa, se dobimo, ne, enkrat na mesec in skupaj načrtujemo, kaj bomo prodajali v naslednjem mesecu oziroma kaj bomo marketirali oziroma kaj je tisto, kar bo fokus našega naslednjega meseca. In kolikrat ugotavljam, da v bistvu sploh nimamo planov, pa ne me narobe razumeti, tudi jaz sem bila v nekem obdobju na tem, da sem rekla, ok, kaj pa ta mesec prodajam? Ok, od česa bom pa ta mesec dobila prihodke? Ne? Ja, imam tam spletni tečaj v spletni štacuni, v spletni na polici, v spletni trgovini. Ampak kako bo to zdaj prišlo do mojih sledilcev oziroma do mojih, bom rekla, recimo e-mail naročnikov in tako naprej, ne? Samo to, da je tam, se to nič ne bo zgodilo, ne? Da ne govorim o tem, da v bistvu včasih sploh produktov nimamo zarisanih, da sploh nimamo vizije, katere produkte bomo delali in kako so ti produkti med sabo povezani. To se zdaj že na sistem veže sicer, ne? Ampak strategija je v resnici, jaz jo dostikrat v spletnem hubu zapakiram pod vizijo oziroma pod vizioniranje, ne? Vizioniramo, kako bomo uresničili to, kar si mi želimo početi, kako bomo to zmonetizirali in kakšne produkte bomo oblikovali, kakšne ponudbe, koga bomo nagovarjali, na kakšen način ga bomo nagovarjali, na katerih platformah, na katerih spletnih kanalih in podobno. Skratka, strategija je prvi delček in v bistvu, čisto po kmečko povedano, po simpel povedano, ni nič drugega kot nek plan, ki si ga zrišemo, magar na 2 listih papirja. Mimogrede v moj online business manifest je dejansko en prvi program, ki ga naredite lahko v spletnem hubu in tam vas dejansko peljem čez ta proces, na kaj vse je treba razmišljati. Od tega, kako naši produkti a so sploh usklajeni, ne, z našo ciljno skupino, do tega, a so usklajeni z našim lifestyle biznisom, s tem, kar mi želimo, na način, kot mi želimo živeti, ne. Skratka, velikokrat sem že povedala zgodbo, ne. Sem imela dobro obdobje, ko sem recimo ful veliko online delavnic prodajala, ampak kaj mi je to nucalo, če to ni bilo usklajeno z mojim življenjskim stilom, v smislu, da sem, ne vem, vsak dan sedela po več ur na Zoom delavnicah v živo, ne. Skratka, kako so te stvari povezane, oziroma ne kako so povezane, ampak kam sploh mi gremo. Ne? To je ta stvar, prva, torej strategija, potem pa sistem. Sistem je pa to, kako so produkti oziroma vse stvari, ki jih mi delamo, še enkrat, od brezplačnikov do pojavljanja na socialnih omrežjih, do produktov, ki jih zgradimo, do končni fazi tega, če se pojavimo na nekem, če gremo na neko mreženje, če gremo na nek on-site dogodek, torej na nek terenski dogodek, ali ne to mreženje, ali gremo mi predavati ali karkoli. Kako so stvari med sabo povezane. Tukaj tolikrat vidim, kako ljudje, pa tudi jaz sem bila v neki fazi, samo naštancamo, ker gremo in štancamo neke produkte, neke brezplačnike, hodimo na neke mreženske dogodke, skratka, in stvari niso v sistem povezane. Ne. Skratka, vsaka stvar stoji kot ena stvar zase in potem so stvari zmedene. So zmedene za nas in nas to obremenjuje. Ne. Mogoče še to, da dodam, strategija daje mirnost. Daje mirnost, ker vemo, da imamo nekaj, česar se oprimamo in kar nas pelje k nekemu temu finančnemu cilju. Če pa mi te strategije nimamo, če mi tega sistema nimamo poštimanega, ne,
Potem delamo stvari tako, po navdihu. Sej, navdihnjena akcija je super, samo bomo videli pa tudi pri energiji. Če bomo samo skozi akcija, navdihnjena akcija, to je tretji val. In če to skozi delamo, brez tega, da bi imeli na začetku strategijo, pa še če nismo v ta pravi energiji, pridemo do točke izgorelosti, kjer samo delamo. Tako da sistem je v bistvu, bom rekla, naslednja točka, ko imamo mi strategijo v smislu, to želim doseči, s temi strankami želim delati, v naslednjih 2-3 letih želim priti do tega pa tega, oziroma pač do uresničitve nečesa, kar smo si sami zadali, potem točno lahko vidimo, potem se nam zriše sistem, najprej moram narediti to, potem to, potem to. In za stranke to pomeni, da najprej dobijo to, potem to, oziroma pač neko pot zrišemo. Tukaj lahko si najlažje predstavljate, tisti, ki ste že predelali moj ta brezplačni uvodni program, spletno prodaje, znanje spretno, govorimo recimo o izobraževalno-prodajnem lijaku. To je že neke vrste sistem, ki nam pokaže, kako v bistvu med sabo povezati stvari. Potem pa tretja stvar pod to strategijo še, je pa struktura našega dela. Zdaj, to je spet mečkano že povezan z akcijo, sem že omenila, to zaradi našim tretjim valom. Gre pa za to, da ko imamo mi sistem in ko imamo najprej strategijo, vemo, kaj želimo uresničiti in vemo, kakšna bo pot, da do tega pridemo, potem imamo sistem, to se pravi, smo si zrisali, kako ti naši produkti so med sabo povezani, potem pa rabimo seveda strukturo našega dela. Zato, ker če bomo šli samo delati, potem struktura našega dela nam pove, kaj so stvari, ki jih moram narediti vsak mesec ali pa vsak teden ali pa celo vsak dan. Torej, kaj je, nek ta izvedbeni plan. Torej, ta struktura nam pomeni, nam da okvir, da točno tudi vidimo, rabim, 4 ure na teden, 4 ure na mesec, zato da se usedem in naredim svoj načrt, kaj bom objavljal na socialnih omrežjih. Če tega nimamo, kaj se zgodi, če nimamo te strukture, kaj se zgodi, vsak dan znova se usedemo in namesto da bi porabili enkrat na mesec 4 ure dela, zato da speljemo pač celoten plan, delamo vsak dan po, 15-20 minut. Zdaj pa zračunajte, kaj je to 20 krat 20 minut, je to 400 minut, a pridemo na 400 deljeno 60, pridemo na 6 ali pa še več ur, pa verjemite, da porabimo več kot 15-20 minut, če delamo takole objave, naprimer, vsak dan. Skratka, ta struktura dela nam točno pove, 4krat na mesec imam pa to za narediti, imam za narediti te pa te zadeve, kako da jih naredim, v redu, se bom enkrat na teden usedel, pa delal, 2-3 ure za to, da to naredim. Skratka, ko imamo strategijo, torej pot do uresničenja, to se ta začrtana pot do naše profitabilnosti, potem rabimo sistem, da naše produkte in vse stvari, ki jih počnemo, vemo, kako stojijo in kako so med sabo povezane, potem si pa naredimo še strukturo našega dela, to se pravi, si naredimo načrt, kako bomo zdaj to izvajali, to se pravi, to zaenkrat samo na papirju, sečemo, enkrat na mesec sedim 4 ure za to, da delam to, enkrat na mesec 2 uri to in tako naprej. Skratka, zdaj pač malo karikiram, zato da si znate predstavljati, ker v bistvu tukaj je potem tista varianta z online biznisom, da če imamo mi strukturo in ta neki izvedbeni plan, kaj imamo za delati, potem je dosti lažje, ker delamo v bistvu lahko stvari vnaprej. Eno tole spletno predavanje sem že imela na YouTubeu, ga najdeš, o tem 2 stvari, ki nam res olajšata stvar v online biznisu. In ena od teh stvari je to, da stvari delamo v kupu. Da ko jaz tukaj le sedim in snemam, posnamem v enem dopoldnevu čim več stvari, toliko, koliko imam energije, ne pa da to vsak dan nekaj pomalam drobimo. In pa da to delamo vnaprej. To je tisto, kar nam v bistvu prinaša svobodo v online biznisu. Gremo k naši drugi točki, oziroma namešamo drugemu valu, to je pa energija. Zdaj sem malo višji, večji energiji. Skratka, tudi energijo sem razdelila na 3 delčke in sicer najprej energija kot usklajenost,
kot energijska usklajenost, oziroma kako ne rečem, kot ena usklajenost z našimi produkti in z našim delom. To vse, nekako zapakirano spada pod energijo. Potem energija kot empowerment, v tem smislu, da smo mi tisti, eni tudi temu rečejo leadership, oziroma skratka, da smo mi v mečkaj višji energiji kot naše stranke, običajno, ne. In pa tretji vidik, ki je pa mečkaj bolj ezoteričen, mogoče ga ne bom znala povedati glih na tak način, kot bi ga morda znal nekdo drug, tudi tukaj bom prosila, da ste potrpežljivi, kako se reče, z mano, skratka ne gre, ne odhajam v ezoterične vode, želim pa v bistvu prikazati v bistvu enega od vidikov, no, ki je meni osebno zelo pomagal, da sem lažje zadihala z vsemi temi zadevami, ki jih počnem. Okay? Pa dajmo začeti z energijo kot usklajenostjo z našimi produkti oziroma našim delom. Zdaj tale mogoče paše bolj pod strategijo, skratka v resnici izhaja iz strategije. To se pravi, če smo mi v strategiji dobro začrtali, kateri so naši produkti, kako so ti produkti povezani med sabo in vse te zadeve, potem je velika verjetnost, da smo s temi produkti usklajeni. In če smo mi s temi produkti usklajeni, oziroma ne gre samo za produkte, gre za vse, kar se tiče, marketinga. Če jaz nisem usklajena s tem, načinom, na kakršnega jaz delam svoj marketing, potem je ta energija padla dol. V tem smislu, da me ne bo vlekel, da to delam. Okay? In tukaj se velikokrat naredi ta situacija, da recimo imamo produkt, ki se nam zdi, ali mogoče v eni fazi mogoče prevelik ali pa premajhen. Recimo, jaz sem imela spletni tečaj, ki je povzel, kako se dela spletni tečaj in se mi zdi to tako, pa kaj bom jaz to prodajala, sej to ni vse skupaj nič, ne, mislim, v tem kontekstu, no. Skratka, zdel se mi je premajhen. Tudi recimo moj spletni hub, v eni točki mi je bilo tisto, pa ok, pridejo noter, pa nekaj se malo učijo gor dol. Ko sem jaz prišla do točke, da sem pogruntala, kaj je tista dodana vrednost, ki jo jaz dodajam v spletni hub, kaj je tisto, da sem se res naštelala na to, da je ta produkt nekaj najboljšega, kar jaz lahko ponudim svojim strankam in da hkrati ta produkt podpira mene, moj življenjski stil, pa sem bila, kako se reče, power up, pa sem bila, brez problema sem šla pa to prodajati. Pa sem z veseljem povedala, kaj prodajam, ker sem vedela, da ta produkt pomaga strankam na drugi strani in da istočasno podpira mene. Recimo delavnice, Zoom delavnice, ko je prišla korona, mene pa brez problema prodajati Zoom delavnice, ker sem jaz vedela, da s tem ljudem pomagam. Da s tem ljudem dejansko pomagam, da lahko furajo svoje izobraževalne coaching biznise dalje. Ne. Potem je pa kar naenkrat prišlo do tega, ne, sem že imela tudi v temle videu, da te delavnice več niso podpirale mene. Preveč jih je bilo. Jaz nisem mogla več, svojih družinskih zadev peljati, tako kot sem si želela, obremenjeval me je. In takrat kljub temu, da je bil super produkt, da je mene držal po koncu, v tem smislu, ja, jaz vem, da je to dober produkt, ampak je šla energija dol. Ne. In ko nam energija pade v biznisu, ali pa če jo sploh nimamo, ne, potem je to eden od tistih valov. Ne. Potem nam nobena strategija ne pomaga, nobena akcija, ker nas spet pelje do tega, da samo delamo mehansko in nimamo nekega zadovoljstva. Tako da prva stvar, no, je to, da moramo najti to usklajenost z našimi produkti in s tem, kar delamo. Tukaj je veliko to lahko vidite, vsaj jaz sem bila pri strankah, da se lotijo nekih marketinških aktivnosti, ki niso bile usklajene z njimi. Zakaj? Ker so funkcionirale za nekoga drugega. Z nekom drugim so bile z njegovo energijo od tiste druge osebe, ki je to učila, ali pa ki je to delala, so bile usklajene in ko je moja stranka ali pa če kdorkoli že poskušal to replicirati in delati na isti način, mu ni uspelo. Ne? Ni bilo iste energije, ni isto šlo. Dostakrat tukaj je tudi tisto, kar začutimo v želodcu, recimo, ker rečemo, ne, to ni ok, ne, to ni moje, ne, rečemo dostakrat, ne. In potem, kaj se zgodi, če to ni naše, se to potem tudi vidi se v videih, vidi se na Zoomu, ko smo, vidi se v naših pisnih objavah, ki jih naredimo. Ni ta prave energije, ker enostavno ne verjamemo v tisto zadevo. Tako da, ko delate, to se pravi energija kot usklajenost in z našim delom
torej karkoli, ali marketing, ali izvedba izobraževanja, karkoli, in z našimi produkti, to se pravi, da so produkti dovolj pravšnji za nas, ne, da niso premajhni, preveliki ali pa karkoli, je eden torej, od vidikov tega energijskega vidika. Okay. Drugi vidik energijskega vidika je pa, bom kar dala E kot empowerment. Skratka, dostikrat je to, ne, da smo mi mogoče v eni taki energiji, kjer bi mi marsikaj počeli, ne, pa pričakovali od strank, a hkrati smo mi takole. Ne. Zdaj to ne pomeni, ne, zdaj, da se razumemo, ne, to ne pomeni, nekateri imajo tak stil predavanja, karkoli tukaj ne gre zdaj samo za to, na kakšen način komuniciramo, ne, pa če eni smo majčkeno bolj glasni, pa majčkeno bolj mahamo, drugi so majčkeno bolj nežni, tudi vsebinsko je seveda povezan s tem, kaj učimo, o čem predavamo, pač na katerem področju delamo. Gre predvsem za ta empowerment v smislu, da moramo biti včasih majčkeno višje, pa ne po egu, ampak višje po energiji od naših strank. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Tukaj se recimo, pred časom sem imela eno kolegico, ki piše blazno dobre objave, res, mislim, to hude objave, res ima in veliko odziva, ker se ljudje v tem najdejo, vendar pa te objave na koncu izvenijo, kot da ona rabi pomoč. Ne? Skratka, namesto, da bi bila ona v poziciji, kjer potegne ljudi naprej, kjer jim da energijo, kjer jih pelje naprej v... Tukaj govorimo lahko tudi o leadershipu. Ne? Skratka, kako smo mi izobraževalci, smo včasih v eni vlogi nekega liderja, nekega voditelja, ki majčkeno pelje te stvari naprej. Ljudje nam sledijo, zdaj ne slepo kot ovce, ampak tukaj ne gre za pač nek tak podrejen, nadrejen položaj, ampak gre za to, da nas ljudje običajno spremljajo, ker imamo mi nekaj ali neko energijo ali nekaj več. Včasih niti tisto znanje ali pa nekaj, da bi rekli, da zdaj pa zaradi tega smo mi nekaj več, da nekaj več vemo. Ne? Včasih je že ta energija iz tega vidika, da znamo ljudi premakniti majčkeno naprej. In ta energija ni nujno, ta energija se kaže in v marketingu, in ko delamo s strankami. Ne? Zlasti pri kakšnih mentorskih zadevah. Ne? Ko imamo mi stranko pred sabo, pa stranka pade v eno tisto varianto, jo, to je pa ful težko, ful je veliko tega za narediti, ful je veliko, ful ne vem kaj vse, ne. Takrat moramo biti mi v tem empowermentu, takrat moramo imeti mi to moč, to energijo, da to stranko popeljamo naprej, ne. Skratka, spet, energija in pri marketingu, oziroma pri vsem, kar delamo, in pri delu s strankami, torej pri konkretni izvedbi, operativni izvedbi naših del, moramo biti majčkeno višje od stranke, pa še enkrat poudarjam, višje po energiji, ne višje po egu. Ne? Tukaj lahko pride do tega, da smo na ego tripani, jaz pa kaj več, jaz pa to več vem, ti pa moraš tako delati zato, ker sem jaz tako rekel, ne govorim o tem, ne? Da me ne bo kdo narobe citiral ali karkoli. Govorim o tem, da smo energijsko v vsem, kar delamo, malce na višjih obratih, kako bi se rekli. Ne? Ok. Pa tretja stvar pri energiji je pa bolj tak ezoteričen vidik. Še enkrat poudarjam, sama se ne čutim kot človek, ki bi o teh stvarih učil. Skratka, tudi mogoče ne bom znala tega čisto najbolj povedati, ker je tudi zame to dokaj novo. Se mi je pa nekako odprl v zadnjem letu in mi je zelo, bom rekla, iz energijskega vidika zelo pomagal, da sem preživela tudi moje obdobje z eno malo bolj konkretno resno diagnozo in z vsemi zadevami. No, skratka, en tak bolj ezoteričen vidik v smislu, zdaj v slovenskem jeziku sem najdla, da v bistvu govorimo o enosti. Nekateri govorijo tudi o enlightenmentu in teh zadevah. Gre pa predvsem za to, da smo neločeni. Mislim, res ne bom znala povedati, da če kakšen, ki posluša tole, pa da se majčkeno bolj s temi zadevami ukvarja, vas res povabim, da mogoče podelite, če imate kakšno objavo ali pa kakšno zadevo na to tematiko. Skratka, gre za to, da ko se mi najdemo, da smo v bistvu eno z vsem, stvari postanejo kar naenkrat bolj lahkotne. Skratka, ko mi nismo več ločeni, ko mi nismo ločeni od ostalih, ko mi pogruntamo, da v bistvu vse, kar mi počnemo, vpliva na druge in da drugi vplivajo na nas in da je vse to povezano med sabo, potem
vemo, da pravzaprav ni ne konkurence, ni ne vem, česarkoli. No. Skratka, mogoče najbolj tak prizemljen vidik te enosti, ki si jo jaz nekako najlažje predstavljam, je recimo, ne, če jaz zaslužim denar, zato ker sem nekomu pomagala neko mentorstvo, mislim, prek mentorstva nekaj narediti, po eni strani gre ta enost v drugo smer, torej da ta oseba lahko zaradi tega pomaga nekomu drugemu doseči nekaj, rešiti nekaj in tako naprej, ali pa po drugi strani ta denar, ki sem ga jaz zaslužila, jaz lahko zapravim za, ne vem, za ekološko prehrano pri kmetu, pri slovenskemu kmetu namesto, ne vem, kjerkoli drugje, ne. Skratka, kako je ta, v bistvu, da smo vsi eno in da so stvari povezane. In takrat potem, kaj se meni v tem obdobju zgodilo, takrat sem enostavno začutila tisto mirnost, da je vse okej, kako mi rečem, da je vse okej, da sem jaz del širše slike, da nisem jaz ena oseba tam nekje, ki se mora boriti proti vsemu, boriti z vsemi in tako naprej. No. Tako da, dajte raziskovati ta vidik, no, tega, ta ezoterični vidik, no, te enosti, enlightenmenta, unity, v tem govorijo tudi separation, torej not separation, ne, torej da nismo ločeni in tako naprej. No, skratka, toliko lahko dam za bom rekla, za eno iztočnico, kaj več, pa upam, da kaj več bi pa, bom rekla, bo pa primerna kakšna druga oseba, ker se pravim, jaz znam to začutiti, ne znam pa, nisem pa oseba, ki bi to predelala na tak način, da znam podajati naprej. Torej, zdaj smo spoznali, videli dva valova, torej strategija, energija in pa zdaj gremo v akcijo. Zdaj, veliko ljudi je lahko v ful visoki energiji, lahko smo dosegali to enostjo, živimo, lahko smo super navdihujoči, smo uskleni z vsemi našimi produkti, kar želimo početi in tako naprej, vendar, če ni akcije, ni reakcije. Kruto spoznanje, ne, skratka, pri akciji sta ponavadi dva problema. Ali je ni, ali pa je, pa nimate prave strategije, ali pa ni vzata prave energije. Ne. Tako da v bistvu pri akciji, vi lahko imate akcijo. Jaz sem imela, kot sem rekla, obdobja, ko sem bila blazno aktivna. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo konec 2023, pa začetek 2024, jaz sem delala ko nora. Jaz sem imela vsak mesec izziv, posnela skozi ne vem kaj vse stvari, pošiljala ne vem koliko mailingov, objavljala kot nora, snemala kot nora, vse kot nora, skratka, in ni bilo rezultatov. Zakaj? Jaz sem takrat v bistvu dejansko mi je šel biznis res, to je bilo eno težko obdobje zame, ker v bistvu dobesedno sem zbirala za prispevke, ne za življenje, ne za položnice za plačati, pa za hrano plačati, ampak za prispevke plačati, ki je še lepo vse ostalo. Ne. Skratka, šlo je predvsem v ozadju za to, da nisem imela strategije, bila sem, bom rekla, kar se energije tiče, recimo, da sem nekaj časa bila zelo visoko gor, ker sem nekako še upala, da rezultati bojo, potem pa, ko ni bilo rezultatov, mi je še energija dol padla. Ne. In skratka, je prišlo do tega, da sem 3 mesece, 4 mesece delala stvari, pa ne, takrat nisem dala priročnika, ne vem, 501 stvari sem naredila in ni šlo in se nikamor ni premaknilo, raven zaradi tega, ker strategija ni bila na mestu. Jaz sem delala stvari raven zato, ker sem nekaj, ajde, grem zdaj probati še to, pa še to, pa še to, nisem pa imela tiste celostne strategije. Tako da tukaj je en vidik, če nam akcija, če mi delamo, je lahko torej krivo to, da nimamo prave strategije in vse stvari, katerim gremo, je dostikrat tudi to, ne. Meni je bilo v tistem obdobju tudi to, pa se kaj pa to delam, se ne vem, kam to pele, ne. Pri meni je dejansko recimo tudi ta stvar bila, ne. V tem smislu, delaš, pa nimaš občutka, da bo to nekam šlo, da bo to nekam pripeljalo. Ok, danes to naredim, čez en mesec sem pa spet na začetku, ne. In veste, koliko je to frustrirajoč feeling, če ti 2 leti vsak mesec nekaj na novo izumljaš, na nekaj na novo delaš in to ne pele k neki večji zadevi, oziroma k neki večji zadevi v smislu, da želiš nekaj večjega uresničiti, ali pa k neki večji zadevi v smislu, da ne pride do neke stabilnosti. Ne, recimo tipičen primer, vsak mesec na novo prodajam, ne vem, spletni tečaj, ki ga lahko sam enkrat prodam, pa nikoli več. Ne, kam zdaj to pele? Ni neke strategije vzad.
Vsakeč se znova mučam prodati tiste čaj za, 50 evrov, ali pa tisto delavnico za 40 evrov, vsakeč na nove stranke nič k čemu večjemu ne pelje, ne. Tako da to je lahko na eni strani ta vidik aktivnosti, da nas zadeve ne peljejo, da nimamo strategije. Včasih je tudi to, da imamo aktivnost, pa nimamo, to sem že rekla, pač energije v tem smislu, da nam malo vse skupaj dol pade. Največkrat je pa tudi to, drugi vidik, ne, je pa ta, da nam pa včasih pa manjka ta aktivnost. To se pravi, da pa aktivnost nam manjka v smislu, ful imamo dobro energijo, ful smo, pripravljeni stvari narediti, vemo, kaj bi radi uresničili, potem pa ne gremo v akcijo, ne. Tukaj bi res rada poudarila, dostikrat boste slišali, tudi vse guruje, ki učijo tale zakon privlačnosti in podobne zadeve. Ja, eno je super, da mi vizualiziramo, to se pravi, da smo mi strategirali, vizionirali, super je, da se ves čas skrbimo za svojo energijo, delamo razne, duhovne neke prakse ali karkoli, vendar pa, če temu ne sledi akcija, sorry, na zemlji pač tako gre, da brez akcije se stvari ne naredijo. In tukaj bi rada izpostavila 3 vidike, jaz sem jih poimenovala DDV, D kot doslednost, D kot disciplina in V kot vztrajnost, pa bi jih zdaj na hitro razložim, ker tudi mogoče niso glih ta prave besede. Namreč prvi D kot doslednost pomeni ne toliko doslednost, ne, kot konsistentnost v tem smislu, da vsak dan damo eno Facebook objavo ali pa pač eno objavo na socialna mreža, ali pa da vsak teden pišemo en mail, ali pa da skratka, ne gre toliko za doslednost v smislu konsistentnosti, da dosledno, vsak teden objavimo en podcast, napišemo en blog ali karkoli, ampak bolj doslednost v smislu, da smo se pripravljeni pojavljati. Da smo zagreti, mogoče bi bila zagretost pa bolj ta prava beseda, da smo zagreti, da se pojavljamo, da smo pripravljeni biti se pojavljati, kako naj drugače rečem. Ne more naš biznis preživeti, naš solo biznis. Še enkrat poudarjam, govorim o tem izobraževalnem coaching biznisu, kjer smo pravzaprav mi, dajemo tisto energijo dostikrat ven, mi smo tisti, ki v bistvu stojimo za to zadevo, ne. In če mi nismo pripravljeni, ne, če se mi odcepimo, včasih jaz tukaj vidim večkrat kar to, da se ljudje odcepijo od svojega biznisa, ne. Saj je prav, da ločimo pač nas kot fizično osebo, pa nas kot podjetniško osebo, ne, vendar pa v tem tipu biznisa smo dostikrat povezani v tem kontekstu in če mi nimamo, kako nečem spet, te energije, ali pa če mi nismo pripravljeni se pojavljati, ne, da rečemo, dostikrat mogoče tukaj vidim to varianto, ljudje dobijo zagon, pa se 1 leto ali pa 2 pojavljajo na socialnih omrežjih, delajo stvari, potem pa zginejo. In potem pridejo čez 2 leti, potem 2 leti rabijo za ne vem kaj sprocesirati, ali pa se nekaj drugega dogaja v življenju, pridejo čez 2 leti nazaj in spet začenjajo znova. Ni slabo, ne. Življenje se zgodi, vmes tudi jaz pač seveda imam obdobje, ko se nekam malo bolj skrijem ali karkoli, ampak gre za to, da v bistvu mi s tem, ko gremo v ta biznis, prevzamemo to odgovornost, da bomo to delali, no, ne morem drugače reči, ne. Moramo da se sprijaznemo s tem in zato je to pomembno, da so stvari usklajene z nami, ne, da se sprijaznemo s tem, da je to naša služba, da je to nekaj, kar seveda si želimo delati, ne, saj če si želite delati, če si želite to učiti, potem najdete tudi tisto, potem je tudi ta energija, da jaz zdajle vam grem posneti tole zadevo, ki je mogoče malo čirule, čarule na momente, ampak vam jo želim predati, ker je to snemanje je del mojega posla, del moje strategije, del moje aktivnosti, kako jaz vam dostavljam vsa ta sporočila in vse te zadeve, ne. In tukaj ta doslednost velikokrat manjka ljudem, ker zlasti, bom rekla, si bom zdaj kar dati eno oceno, namreč ljudem, ki pridejo v ta online izobraževalni biznis, zmislijo, da bojo naredili en produkt, dali oglas in se bo ta zadeva sama od sebe prodajala, oni bojo šli pa na Havaje, pa bojo cekini leteli, smo se spet ločili od tega našega produkta, od našega biznisa. Skratka, smo predali eno odgovornost nekam, ne, in bomo mi sam služili, ne.
Skratka, ja, se da, ne, mislim, se da tudi na ta način delati, ne, mislim, da ne bo kdo narobe razumel, ampak biti pripravljeni se dosledno pojavljati in biti del tega biznisa in furati ta biznis, no. Skratka, tukaj je treba najti to energijo, da je to zdaj tako, namesto da jaz hodim v službo v pisarno, ali pa namesto da nekdo v neki trgovini police fila, je to njegova služba, je to naše delo in imamo to srečo in čas, da lahko delamo tisto, kar si želimo in da s tem lahko tudi dobro služimo, vendar pa se moramo pojavljati, pa delati, pa tudi majčkeno strateški biti, ne. Ok, nam zdaj pravi zalutala tlele noter. Druga točka je D kot disciplina. Ne, zdaj spet marsikdo mislim, da bomo približno na istem imenovalcu, na isti on the same page, ne. Disciplina kot pripravljenost delati in prevzeti odgovornost. To se pravi, majčkeno drugače kot tista doslednost, ne. Pri doslednosti je to, da smo zagreti, da se bomo pojavljali, ampak zdaj to tam je bolj motivacija, ne. Pri disciplina je pa več kot motivacija. Disciplina pa pomeni, da smo pripravljeni dejansko delati, ne? Da smo pripravljeni iti tale podcast posneti, da smo pripravljeni se posneti spletni tečaj, da smo pripravljeni se usesti enkrat na mesec za 4 ure in pripraviti objave za socialna omrežja. Skratka, disciplina v tem smislu, da smo pripravljeni slediti tisti strukturi našega dela, tistemu izvedbenemu planu, ki sem ga na začetku omenila pri strategiji, ne. To se pravi, ker mi imamo lahko tisto strukturo ful dobro narediti, mi smo si lahko zamislili strategijo, ne. Imamo ta valovček S, ta S-val, ful visoko gor, imamo strategijo, točno vemo, kje je produkte, smo si naštimali sistem, imamo strukturo dela, vemo, kaj je za delati, pa nam pa sfali discipline, da bi mi to res delali. In tukaj res poudarjam v online biznisu. Tisto, zaradi česar dostikrat marsikdo gre v online biznis, je ravno ta svoboda. Ampak to svobodo marsikdo razume narobe v smislu, zdaj mi pa nič ne bo treba delati, ne. Ali pa enkrat mi je ena stranka rekla, po enem času dela z mano, pa pravi, zdaj sem pa dojela. Online biznis je kot biznis kot vsak biznis. Pa meni tako najprej ni jasno, pa čakaj, valjda, da mislim kaj, ga ne remeš dosti resno, se lahko prenesem, pa prav, ne. Prav, jaz sem mislila, da pač tukaj mečkan, sam daš en produkt, sam rečeš, da imaš, ne vem, online coaching, pa se stvari kar zgodijo. Skoraj da ne, no, v tem smislu. Ne, pač je disciplina. To, da vi pridete do 1000 ali pa 2000 kontaktov na vaši mailing listi, se ne zgodi samo zato, ker smo razmišljali o tem. Ampak smo nekaj naredili, nekaj smo kontinuirano tudi počeli, ne. Seveda tudi tukaj, da ne bom preveč zabluzila, ker včasih sem tukaj, bom rekla, ker malo zagreta glede tega, ker vidim ljudi, ki rečejo, da online biznis ne deluje, hkrati pa v bistvu oni ne delujejo, ne. Tako da v bistvu, ali pa ne vem, tudi online programi ne delujejo. Seveda online programi ne delujejo, če jih mi ne predelujemo, ne. Skratka, ta beseda delo, no, dajmo biti realni, no, da je potrebna neka disciplina in v tem online biznisu še toliko bolj, ne. Zato, sploh, kadar smo mi solo podjetniki, tudi tukaj bom še eno stvar mogoče dodala, pa je to v bistvu tematika za eno drugo razmišljanje na glas, in sicer včasih pri tej disciplini mi tako rečemo, tole bomo pa najeli virtualnega asistenta, pa bo virtualni asistent vse namesto nas naredil. Koliko zgodb sem že jaz videla, ki so prišli do mene, ki so rekli, moje delo z virtualnim asistentom ne deluje, moj virtualni asistent nisva usklajena, ne zna tega narediti. Ja, ne more potegniti iz naših možganov ven. Mi moramo dati, ker smo mi tisti, ki v zadnje stojimo za tem našim znanjem. Jaz tole, če želim tole sporočilo vam predati, ja, ni drugega, kot da se usedem in ga posnamem. Ne more mi moja virtualna asistentka potegniti iz možganov, zaenkrat še ne, kaj jaz razmišljam, o čem jaz razmišljam, ne. Ona lahko meni naredi potem, ne vem, tale podcast, kaj jaz posnamem, je ona lahko obdela posnetke, jih razreže za socialna omrežja, naredi lepe slikce, naredi iz tega še pisne objave in tako naprej, ne. Ne more pa potegniti stvari iz mene ven. To je moja dodana vrednost. To, da se jaz pojavim na socialnih omrežjih. To, da jaz spišem svoj landing page.
Ne? Tudi landing page ali pa te marketinške zadeve. Ne? Zadnjič so me na socialnih omrežjih ena marketašica malo krikala in rekla, ne, se to marketaši delajo. Ja, ampak osnova mora priti iz človeka. Ne? Landing page nam že lahko nekdo poštima pa naredi, da lepo zgleda, pa da kakšen stavek obrne okoli, ker ga mi ne vidimo po marketinško, ne? Ampak osnovne zadeve morajo priti iz nas ven. Ne? Tako da tudi ta disciplina, dajmo si jo vzeti v tem kontekstu, da je to, grem zdaj malo tisti leadership, empowerment, to, da vas opolnomočam, pozabila sem prej po slovensko povedati, da vas opolnomočam, dajte gledati svoj biznis kot nekaj, kar vi želite dati ven iz sebe, izraziti se, dati vaše znanje ven, pomagati z vašim znanjem nekomu, ki gre po tej poti za vami. Ne? In potem so stvari dosti lažje, potem nam ta disciplina ne pomeni, ne, zdaj pa spet ponedeljek, pa se moram usesti, pa se moram snemati, ali pa ta grozne objave za socialna omrežja, ne, kaj moram vse to delati, ali pa spet moram mail napisati, ne, ampak si enostavno to želite narediti. Ne. In disciplina pol sploh ni več problem, ker če ste imeli pred strukturo, če ste si naredili strukturo dela, imate tisto mirnost, ker veste, k čemu vse te zadeve peljejo, potem tudi disciplina ne bo problematična v tem smislu, da se greste lotati. Ja, priznam, lejte, tudi jaz tole, da sem šla snemati, 31. januarja, mislim, da sem spisala tele 3 valovčke, pa sem rabila zdaj skoraj 2 meseca, da sem se usedla pa šla to narediti. Ampak sem šla. Ne? Skratka, bolje narejeno, še tukaj mogoče še ena stvar, ki je vezana pa na perfekcijo. Perfect pomeni narejen. Ne? To se pravi, ko je narejeno, je perfektno. Če pa ni narejeno, pa tudi ni perfektno, ne? Pa tudi sploh ni. Ok, da ne zabluzim še v to točko. Še tretja točka pri akciji, pri DDV-ju, in to je V kot vztrajnost. In ta vztrajnost pomeni iti čez ovire. Tako da mogoče bi bila tukaj iz tega vidika, imam jaz rada besedo, mi je ful všeč beseda rezilientnost, to se pravi ta odpornost, čustvena odpornost. Sem vam pred omenila, zelo iskreno, v preteklih 2 letih sem šla ene parkrat čez tisto, ne, da zbiram denar za prispevke, ne za hrano in položnice. Ne. Ampak sem šla čez. Ne. Ni bilo lahko, ampak sem šla čez. In ta vztrajnost, iti čez te ovire, se mi zdi, da je tisto, kar nas loči, tiste, ki se odločimo za neko podjetniško pot, za neko pot, ki je mogoče drugačna od tiste, hoditi v službo, pa imeti neke redne prihodke. Ne. Pa da se razumemo, ne. Tudi v službi potrebujemo vztrajnost, ampak takrat smo ponavadi vsak mesec nagrajeni z plačilom, pa mečkam pogoltnemo tisto vztrajnost. Ne. Tukaj gre pa za to rezilientnost, da tudi, ko padejo stvari dol, tudi, ko nam mogoče ne gre, da razvijemo to odpornost, da gremo čez. Tukaj je ful tista varianta osebnostne ali pa duhovne ali kakršne koli že rasti. Ne. Verjemite, da vseh teh obdobij, ki se je meni to dogajalo, ni bilo večjih shiftov v glavi, kot takrat. Ne. Pa še ena stvar, mogoče tukaj sem si zapisala, spodaj imam zapiske, sem si zapisala Dolina smrti. Ena stvar, ki se dogaja, nek tak fenomen, no, ki se mu reče Dolina smrti, oziroma ne Dolina smrti, Dolina obupa, tako je, Valley of Despair. Namreč, ena teorija pravi, da se, velja to za biznis, pa jo lahko prenese tudi na kakšna druga področja, ne, tudi na kakšno hujšanje ali pa kaj takega, posod deluje, posod se pojavi ta Dolina obupa. Namreč Dolina obupa pravi, da smo na začetku mi zelo zagreti, ne, smo mi na neki točki, rečemo, ok, bomo se tega lotili, mečkano nam pol gre više gor, ker smo ful zagreti, se lotimo, stvari delajo, potem mečkano pade dol realnost, v smislu, že vidimo, stvari mogoče ne funkcionirajo, kot smo si zamislili, potem pa čista Dolina obupa, čist na dnu, tako, če vseeno vijugo naredimo, bom probala dati gor sliko. Potem pa čist na dnu je pa Dolina obupa. To je pa tam, kjer marsikdo obupa in reče, ta biznis ne deluje. In kaj naredi? Gre v en drug biznis in štarta iz začetka
in gre spet po tej dolini obupa, spet, mislim, po tej krivulji do doline obupa. In če tudi ta biznis ne deluje in gre v začetka. In non-stop, in non-stop. Ko smo v dolini obupa, ne smemo obupati. Takrat je priložnost za rast, takrat je priložnost za to, da se naučimo stvari, takrat je priložnost tudi za to, da se mogoče usedemo, pa se sami s sabo pogovorimo, kje ga pa serjemo, ne? Kje pa nekaj delamo narobe. Tako kot tista varianta, ki sem se rekla, da sem eno leto nazaj kot nora 3-4 mesece štancala neke brezplačne izzive in vse te zadeve, ki niso nikamor vodile, ki so me pripeljale do tega, da sem bila in brez denarja, in brez energije, in brez časa in vsega tega, ne. Potem sem se pa realno sama s sabo pogovorila, pa sem rekla, ok, Maruša, kaj pa ti tukaj sploh počneš, ne? Kaj pa to, čemu pa to vodi? Kaj ti pa tukaj manjka, ne? In sem prišla do tega, da mi manjka strategija in vse te zadeve, ne? Da sem se pač malo izgubila v vseh teh letih pred korono, pač da me je leta, ko je bila korona in vse te zadeve, me je malo odneslo v druge vode in sem pozabila na tisto svojo vizijo in na to, kam želim iti, ne. Skratka, vztrajnost je ta rezilientnost, torej ta odpornost, da gremo, da smo sposobni čez ovire. In te ovire ne rabijo biti velike, ne rabi to biti samo business-wise, samo biznis gledano, ne. Lahko to pomeni tudi v enem projektu, lahko to tudi pomeni, da ko smo se spravili iti snemati. Danes sem se spravila iti snemati. Sem bila vse sem si napisala tukaj spodaj v moj načrtovalnik v spletnem hubu, malo sem se štimala frizuro, kako se to pri meni da, lučke postavila, vse te zadeve se pripravila, kako bom ta prvi stavek povedala oziroma kako bom začela. In potem mi napiše screenpad, v katerem snemam, da imam samo 30 minut časa, da snemam. Jaz imam pa v planu, da tole govorim, kolikor pač govorim, kolikor dolgo bo pač potrebno, ne. Pa sem računala, da bo to malo več kot 30 minut, ne. Kaj bi lahko takrat naredila? Takrat sem prišla v dolino obupa. Takrat bi lahko obupala pa rekla, malej, to ne deluje, to je brez veze, kaj se bom jaz s tem ukvarjala. Ne. Takrat sem se usedla in sem pač pogledala, kaj lahko naredim, kaj lahko spremenim, kaj lahko pobrišem iz računalnika. Vzelo mi je 5 minut časa in sem nadaljevala, ne. In potem se vrne gor in sem dobila ta flow in zagon, da delam. Skratka, ta dolina obupa ni samo stvar, ki se pojavlja v generalnem biznisu, ampak se nam pojavlja tudi znotraj naših manjših aktivnosti in takrat, ko je najtežje, je treba biti realen. Pa tudi, zdaj bom pa še eno dodatno stvar rekla, tudi razmisliti, ali je takrat za obupati, za ustaviti stvari ali za nadaljevati. Takrat je treba biti realen, ne. Ko sem govorila o tisti moji zgodbi enega leta nazaj, jaz bi se takrat lahko ustavila pa rekla, pustim vse skupaj. Bila sem res že na tej točki, da sem prvič v 6 letih takrat začela razmišljati o tem, če je to pač sploh pot, ki jo želim živeti in iti dalje, ne. Pa nisem človek, ki zelo hitro obupa. Skratka, se je treba tudi priznati, ali ali ustavim, ali pa ustavim to, kar trenutno delam. Pa začnem na nek drugačen način stvari delati. Tako da to ne pomeni zdaj, da brezglavo, da ko pridemo v dolino obupa, da mi obupano delujemo naprej v isti energiji, z istimi pristopi in z isto zadevo. Ko pridemo v dolino obupa, je čas za refleksijo, ne. Čas za refleksijo, kaj delam narobe, kaj me mori v tej zadevi, česa mogoče ne vidim, pa tudi videti tisto vizijo, neko strategijo za naprej. Evo, tako da, če ste se uspeli prebiti do tukaj, se vam zahvaljujem, oziroma se ti zahvaljujem. Upam, da si dobil kakšen uvid. Zdaj, običajno tega ne naredim, ampak bom tokrat se bom pa drzala, pa bom rekla, spodaj na YouTubeu bom vesela kakšnega komentarja, če je bil kakšen poseben uvid v tejle seriji, v temle mojem razmišljanju na glas, v enem kontekstu e-predavanju, no. Tako da bom vesela, no, kaj je tisti aha uvid, bom vesela, če kdo podeli kakšno svojo zgodbo, če se tudi tukaj noter najde. Drugače pa delamo na tem, no, da so vsi trije valovi gor. Jasno je, da ne bojo ves čas vsi enako gor, majčkeno valovijo, ne, grejo majčkeno gor ali pa dol, ampak najhujša stvar, ki pa si je želimo izogniti, je pa to, da katerikoli od valov pade čisto dol. Ker takrat je potem priložnost za to, da malo pogledamo, kaj je treba mogoče spremeniti, kaj je treba mogoče drugače delati.
Tako da to. No. Na tej točki ne bom tudi nič prodajala ali karkoli. Gre predvsem za to, no, da želim, da se zavedate, da je online biznis oziroma da je ta lifestyle biznis, ki ga podpremo, ta izobraževalni biznis, edukacijski biznis, ta lifestyle biznis, ki ga podpremo z spletnimi izobraževalnimi pa marketinškimi orodji, je lušten biznis, vendar pa moramo biti realni, da pač stvari zahtevajo majčkeno bolj biznis pristop, da zahtevajo mogoče tudi majčkeno bolj tak ezoterični pristop, da smo pač v ta pravi energiji, da zahtevajo tudi ta pristop, da smo aktivni, in pa da verjamemo v to, da je pot ta prava in da nas navdihuje in da to, kar delamo, ne čutimo kot delo in da to, če gremo nekaj posnet ali pa če gremo nek mailing spisati ali pa če moramo neko tehnično zadevo narediti, da tega ne vidimo kot oviro na naši poti, ampak da to vidimo kot eno dolino, kot eno točko, ki jo pač moramo preskočiti, ki jo pač moramo narediti, zato da lahko delamo in izrazimo sebe in pomagamo z našim znanjem in z našim delom tudi drugim.